Ko toliko govorimo o športnih avtih, da ni več tistih pravih, da izumirajo, da so pretežki, premočni, no eden pa je ta Alpine A110 S za aerododatki. Zato pa sem v Alpah, a ne? Alpine. Ponovimo znanje iz male šole. Športen avto je kompakten, nizek, torej ima nizko težišče, z dovolj zmogljivim motorjem in predvsem lahek. Ja, to je bistvo užitka med vožnjo. Kaj ti bo 500 konjev, če ima pa potem avto 2 toni in se kurmi ustaviš tam pred ovinkom. Bistvo športne vožnje je zaviranje čim kasneje, to pa je možno samo, če je avto dovolj lahek. No, še pridemo do tja. Saj že izgleda kot ena igračka, a ne? Svojo obliko se v resnici zelo poklanja originalu, kar je vedno dodaten plus. Nekaterim uspe retro združiti z modernimi in Francozi to obvladajo. Avto izgleda atraktivno, dinamično, obenem pa nevsiljivo, nič preveč kičasto. Prav vesel postaneš, ko ga vidiš. Juhu! In teli dodatki Aero ga res lepo našpičijo. Večinoma namaran spoiler v zadnji, ker so vedno totalno preveliki. Tale pa je narejen lepo stilom in doda ravno prav agresije. Seveda ima tudi svoj namen, ko ga pri velikih hitrostih dodatno tišči k tlom, da ne postane zadek prelahek, ampak za začetek je dovolj že to, da dobro izgleda. Med takšno vožnjo spoiler seveda ne bo kaj dosti pomagal. Tisti je bolj za dolge in hitre ovinke, recimo pri 250 na uro. Mogoče še niste videli pri kakšnem dirkalniku, ampak pri takšnih hitrostih med zaviranjem postane zadek hitro zelo lahek in ga lahko tudi hitro odnese po svoje. Zato ima vsak takšen dodatek svoj namen, a ne? Tukaj so pa takšni zaprti ovinki in za točno takšne je bil Alpine ustvarjen. Jep. To pa je poezija. Evo, tukaj vidiš, kako noro dobro je podvozje, ki so ga razvili z enim od največjih specialistov za lahke športne avte na svetu, z Lotusom. Ko zavijaš takole v totalno zaprtem ovinku in misliš, da si že na skrajnem robu prijema, evo, zavijaš še malo bolj in gre, ne? Nič ne drsi. Si morate misliti, da bi to naredili s katerimkoli drugim športnim avtom. Samo naravnost bi šlo. Oprijema torej ne zmanjka, ok, cesta mora biti suha, da takole grabi, ampak drži se je kot klop. Težišče je pri tleh in če se vrnemo v malo šolo športnih avtov, masa in še enkrat masa. To je tisto, kar dela ta avto tako živaški. Čim manj mase, jasno. Tehta 1140 kg, torej malo več kot vaš električni skiro, zato mu na tem fantastičnem volanu za nekatare rečem, greva za 25 stopinj levo, on me popraša za 25,3 ali 25,4 stopinje. Ja, res je tok natančen in hiter. Menjava smeri je hipna. Saj verjetno ste že kdaj vozili go-kart, tako da veste, o čem govorim. Dobar, tisti je še tono lažji, ampak občutek je pa vsem podoben. Preden grem k številkam, je treba pogledati delovni prostor. Tukaj ni nobenega razkošja, to mora biti jasno pri takšnem avtu. Sicer dva lahko čisto fino sedita in volan se res dobro nastavi. Evo, res tak dober položaj. Alcantara je v tem primeru ogromno in imaš tudi potem takšen bolj dirkaški občutek. Tudi ročice menjalnika sta postavljeni tukaj fiksno in merilniki imajo velike številke, ko daš v sport, da jih dobro vidiš. Moram ekstra pohvaliti najmanj pomembno stvar pri tem avtu, audio sistem. Fokal je še enkrat več, vrhunsko opravil svoje delo in sem zelo užival med vožnjo na avtocesti, ko sem stal v koloni. Kdo bi si mislil, a ne? Navadno rečem, da pri takšnem avtu rabim samo glasen motor. No, saj je, ga ves čas slišim tukaj za sabo, zna pa biti tudi dovolj tiho, da lahko uživam v muziki. Prostor, za odlagati kakšne malenkosti je, tukaj spodaj, pa tukaj le od zadaj, pa še kakšna malenkost je noter. Pa tale košarca je zelo fajn za kakšno servisno knjigo ali pa denarnico. Ima pa dva prtljažnika. Spredi 100 litrov in zadnji 96. Noro, za vsakega potnika, njih za eno torbo. Edini sednič je, dajte rajši v ta sprednjega, ker se tukaj toliko fino greje od motorja, da bo salama hitro zelena. Lahko pa čuvape noter date, ne vem, ti pa že skoraj. Ok, številke. Ker je Alpine Renaultova znamka, je motor seveda tudi Renaultov. V osnovi takšen, kot je bil v Meganu RS, ampak seveda dodelan, da da več od sebe.
221 kW, to je 300 konjev pri 6300 vrtljajih. Za 1140 kg res super, a ne? Če vas zanima, kaj to pomeni v praksi, vam povem, kakšen je pospešek do 100. 4,2 sekunde. Ja, to hitro je ta mala bombica. Končna hitrost je kar 275 na uro, ampak se pri toliko velikih hitrostih ne počutiš več toliko fino tukaj, ker ga precej zmotijo kolesnice in ker je lahko tudi precej poskakuje, tako da so kakšni drugi večji in težji avti bolj primerni za to, tale pa za zavite alpske cestice. Niti motoristi vas ne bodo ujeli z njim. Sem se dal nekajkrat duška s tem avtom, pa me nisem mogel loviti niti tisti najbolj pogumni s popolno bojno opremo in res hudimi bajki. Kot v pravih športnih in tudi dirkalnih avtih ima podvozje tukaj dvojna trikotna vodila. Je kar izziv to stlačiti v tako majhen avto z vzdolžno vgrajenim motorjem zadaj. Tudi zato je razmerje mase majčkeno korist zadnje osi 44 proti 56. Brez skrbi boste tukaj plin vedno pohodili do konca in tudi v ovinkih vas potem ne bo strah, da bo šlo vse po svoje. Sredinski motor tukaj pač ima prednosti in ker nos ne rine iz ovinka, drži, dokler ne drži. Ja, takrat je pa fajn, če ni preveč blizu kakšnih dreves. Ja, pa zavore so fantastične. Sem jim totalno pil kri, pa še kar prijemajo in to je res dober znak, ker veš, da se lahko vedno zaneseš na njih. Me sploh kaj mot? Ne. Rajši bi imel pravo ročno zavoro. Se ne, da bi jo pogosto rabo, ampak najboljši občutek manj, če je. Pa ročni menjalnik. Ja, pri takšnem avtu ga vedno sanjam, ker to je bistvo športne vožnje, da moraš veliko delati, švicati, pa ne samo od strahu. Ok, moram reči, da me je tudi ta presenetil, precej boljši je kot v Meganu RS. Gor super predstavlja, dol bi bil lahko se še majčkeno bolj odločen, itak imam pa vedno v ročnem načinu, ko grem hiter. To je pa v bistvu to. Ok, moram prijaviti še eno pač klasično napako in to je ta, da ni moj, ampak to je bilo jasno že pred testom. Slabih 90 jurjev stane takšno z vso možno opremo, kar seveda ni mal. Sem razmišljal, če sploh rabi biti S, ker že 250 konjski je več kot dovolj zmogljiv in stane 61 jurjev. Ta je še bolj zasteza in še majčkeno manj udoben, čeprav se tudi s tem da živeti vsak dan, ker niti mal ni naporen. Pa ok, lahko se zgovarjate, da porabi samo 8 litrov, če se lepo peljete. Dobro, ne na takšnih cestah, tukaj je hiter 12, ampak da se. Mali športni avto za velike užitke na cesti. Res, bolje gre težko. Vem, da mi bo zdaj marsikdo težil, da za 90 jurjev si pa rajši kupam Porsche ali pa BMW M2, ampak noben od teh dveh se med hitro vožnjo ne more kosati s tem. Pa tudi tole, ne? To je verjetno eden zadnjih takšnih športnih avtov sploh. Ter ga nabavite. Naslednji bo električni. Jasno, končno dobim ključe tega avta v roke in ga moram iti vrniti. Zdaj prej je v bistvu najtežji del, ko je treba ključe dejansko odnesti v salon in se posloviti. Ok, se grem. No, a vidite, tudi potem se vidi, kako dober je kateri avto. Pri nekaterih vrneš ključe in nanje pozabiš v isti sekundi. Tega bomo pa sanjali vsi skupaj še zelo dolgo. Tako da, če si svojega še niste naročili, Alpine Center ASP LSC je pravi naslov za vas. Sicer se ga pa pridite vsaj dotakniti, ker je res nekaj posebenega in ker takšni avti v bistvu počasi izumirajo. Pravzaprav kar hiter.